razglaša za, če citiram, od Merkel, Camerona in drugih evropskih politikov za enega pomembnejših dosežkov humanosti Evropske unije. To je zdaj ta deklarativna raba, kako se šengenski režim predstavlja. Seveda tukaj je mišljen ta tako imenovani dosežek brisanja, navideznega brisanja meja znotraj Evropske unije, se pravi ideja prostega pretoka ljudi. Zdaj, če gremo za trenutek nazaj, vidimo, da je v bistvu, kdaj se je koncipiral šengenski migracijski sistem, začetki segajo v 80. leta in so zelo povezani z takratno situacijo, bi rekla, tečerizma, regenizma, se pravi vzpona neoliberalne politike, povezavi z privatizacijo, deregulacijo trga dela in tako naprej. In v tem kontekstu se mi zdi, da je treba razumeti ta nastanek Schengena. Šlo je primarno za idejo prostega pretoka blaga in storitev. Tako se je v bistvu ideja lansirala. Se pravi, ljudje pridejo potem. Najprej šlo za idejo ekonomske liberalizacije in vidimo, da je ta mehanizem ekonomske liberalizacije Schengenom šel skupaj z utrjevanjem etničnih ali pa avtoritarnih nacionalizmov v kontekstu Evrope. Se pravi, prost pretok blaga skupaj z, bi rekla, tako imenovanim blaginskim nacionalizmom. Skratka, bi rekla, ideja socialne države je takrat že zelo jasno začela ločevati, kdo je upravičen, kdo ni upravičen. Seveda je to že skozi prej počela, zdaj se mi zdi, da se pa ta trend zaostri. Se pravi, kdo je upravičen, kdo ni upravičen do socialnih prejemkov in tako naprej. Zdaj, meje Schengena so zelo fleksibilne meje. Vidimo, da jih torej danes, ali pa včeraj so jih za zagon gospodarstva odprli, danes jih za pretok ljudi zapremo. Se pravi, to, kar Balibar poimenuje Border Zone Europe, se pravi Evropa, dežela mej, gre v bistvu za mejni režim, ki je utemeljen na fleksibilizaciji mej. In eden od problemov je v tem, da je načelo prostega pretoka, se pravi blaga, ki se mu pozneje priključi prosti pretok ljudi znotraj območja Evropske unije, povezan z omejitvami, ki so postavljene na zunanjih mejah. Se pravi, zato, da je prost pretok zmožen znotraj, postane nemožen navzven. In pri tem je seveda treba kritično premisliti tudi, koliko je dejansko prost tudi za tiste znotraj, kar je drugo vprašanje, do tega še pridem. Se pravi, posledično vidimo, da šengenski sistem predvideva, da vse, kar prihaja od zunaj, nekako penetrira, udira od zunaj in pač nevarno ogroža varnost in blaginjo tistih znotraj. Zdaj, če se spomnimo, smo bili pred desetletjem šokirani, ko smo prihajali na letališča, v pristanišča, na meje, kjer sta zelo jasno bila ločena dva koridorja, en za EU državljane, drugi za druge, ostale, se pravi državljane tako imenovanih držav tretjega sveta. Danes se nam to že nekako ne zdi več, skratka sistem normalno funkcionira, se reproducira znotraj tega ločevanja. Zdaj, če pogledamo Schengen, prav na tej točki, šengenski pravni red, na tej točki ločevanja, vidimo, da tukaj zdaj mislim načelo ločevanja v kontekstu nadzora mej, da ločuje temeljne in temeljite kontrole znotraj teh dveh, se pravi, teh dveh koridorjev, en za EU državljane, drugi za druge. Se pravi, mi, EU državljani, smo temeljno pregledani, pogledali, če imamo veljavni potni list in tako naprej, ti drugi, so pa, to je dejansko dikcija Schengena, so pa temeljito pregledani, treba pregledati, kdo so, imamo ta moment sumničavosti takoj prisoten, kdo so, a imajo dovolj denarja, zakaj prihajajo in tako naprej. Ampak ključ, ki se, mislim, pomembno tukaj izpostaviti,
se mi pa zdi, da smo vsi nekako osumljenci, bi rekla, tega istega mejnega režima, ki ga lahko postavimo v kontekst kapitala parlamentarizma, ne, ali pa buržujskega fetišističnega parlamentarizma, ki nekako vlada v Evropi vsaj od tega obdobja, kar sem zdaj omenjala, od 80-ih let naprej. Ne, in ti pojmi, ne, kapitala, parlamentarizem in tako naprej, seveda nekako vsebuje v sebi to idejo ločevanja elit od ljudi. Ne, se pravi, mi smo tukaj deležni, bi rekla, malo manj drastičnih ukrepov kot oni drugi. Ampak bistvo zgodbe je, ne, da gre seveda za zgodbe, ki jih vsi doživljamo. Razlike seveda obstajajo pa zaradi tega, ne, ker impliciramo, da pač ne živimo vsi v tem svetu, ne, ampak živimo eni v prvem, drugi v drugem, tretji v tretjem svetu, ne, vemo pa seveda, da smo vsi odtot. Vsi smo del tega sveta in tega seveda šengenski migracijski sistem ne more zaobjeti, ne more doumeti in tudi kakršnekoli rešitve trenutnega mejnega režima Evropske unije niso možne ravno zaradi tega, kar zdaj poskušam povedati, niso možne znotraj obstoječega režima. Spomnila bi še, da je znotraj Schengena, ne, to, kar govorim, ta fleksibilnost teh mej, obstaja tako imenovana zaščitna klauzula, ki smo zdaj videli, da jo države Evropske unije ponovno uvajajo. Se pravi, prost pretok blaga in ljudi znotraj meja, zelo oportunistično, ne, ko to služi nekim meritokratskim, ekonomskim, političnim ciljem. Potem pa imamo pa tukaj to zaščitno klauzulo, ki pa jo uvajamo in ko pogledate zgodovino teh zadnjih 30 let, se ne uvaja za prost pretok blaga, ampak za prost pretok ljudi. To smo videli v času arabske pomladi, videli smo v času, bolj masovno, ne, v času arabske pomladi, videli smo v času izgona Romov leta 2010, vidimo zdaj. Govorim, da vidimo to množično, drugače vidimo to vsak dan, ne, ljudje na mejah, ki jih povzroča Schengen, umirajo vsak dan. V zadnjih 10 letih v Sredozemlju najmanj 20,000 ljudi, ne, se pravi deportacije in smrti se dogajajo vsakodnevno. Skratka, te zaščitno klauzulo vidimo, da države dejansko uporabijo, ne, takrat, ko se želijo zaščititi od ljudi. Ne. Enkrat so bili Tunizijci, drugi so bili Romi, danes so sirski, afganistanski in iraški begunci. Če šengenski režim, bi rekla, zelo pogosto uporabi ta mehanizem zaščitne klauzule za to, da zopet vzpostavi meje in na njih policijski in vojaški režim, pa vidimo, da ne uporabi tako imenovane suverenostne klauzule, ki jo recimo omogoča azilna politika, ki je, jaz vidim kot del problema, ne kot del rešitve, ne, se pravi, zgodovinsko gledano, ne, azilna politika je seveda nastala v kontekstu, bi rekla, nekega povojnega rekonstrukcionizma Evrope, treba je zaščititi človekove pravice, treba je zaščititi ljudi pred preganjanjem, ampak vidimo pa na nek način, bi rekla, žalosten propad tega azilnega sistema danes. Ne. Namreč azilni sistem s to opevano Dublinsko uredbo, o kateri zadnje mesece zelo veliko poslušamo, omogoča tudi to, kar imenuje suverenostno klauzulo, ki bi, in to mislim, da bi Evropa mogla narediti, ki omogoča državam, da bi vzpostavile na ozemlju Evropske unije ali pa pač na nacionalnem ozemlju, ozemlje humanitarne nujnosti, ne, kar bi seveda impliciralo, da je treba meje odpreti. Ne. In se pravi, vidimo, da se uporablja zaščitna klauzula, na eni strani ne uporabljajo pa se, in seveda to je simptomatično za ta režim, ne uporabljajo pa se nasprotne klauzule, ki omogočajo odpiranje mej. Ne.
Zdaj bi pa šla na razgradnjo mehanizmov šengenskega režima, ki se reproducirajo zadnja 30-letja. In jih omenim mogoče samo nekaj. Frontex, Eurosur, to gre pač za baza, za oblike elektronskih mej, zbirajo se zelo velike baze podatkov, osebnih podatkov, prstni odtisi in tako naprej, do branjenja fizičnih mej na morju, Mare Nostrum, Triton, imamo zelo veliko operacij, do gradnje zidov, vidimo zdaj tudi za bodečo žico, politika Orbana in podobno. Obstaja ta šengenski informacijski sistem, kjer se zbirajo zadnjih 15 let te baze podatkov. In spet, če pogledamo šengenski informacijski sistem, pravno, kaj noter piše, dobesedno je navedeno, da gre v bistvu za preverjanje, ali oseba pomeni grožnjo za varnost ali javni red. Vidimo to, celoten šengenski pravni red, ko ga beremo, vidimo, da gre v bistvu za zelo vojaško policijsko razumevanje varnosti. Ki pomeni torej zaščito pred ljudmi. Potem naslednji point, ki ga hočem povedati, je, da ko gledaš evropske migracijske politike, zdaj govorim, imamo zelo veliko direktiv, uredb, zakonov in tako naprej. Če pogledamo ves ta arzenal, kaj je neka, bi rekla, rdeča nit vseh teh politik, je ta, da se celotna ta migracijska azilna mašinerija usmerja v preprečevanje ilegalnih migracij, v zaščito šengenskih meja. To je to, kar nam ti dokumenti sporočajo. Obstajal je, pred leti je bil sprejet tako imenovani štokholmski program, konca, mislim, da je bilo 2008, ki se je imenoval program za odprto in varno Evropo. Zaključila se je 5-letka in po tem 5-letnem obdobju je bil zdaj sprejet nov program do leta 2020. Ko pogledaš, kaj piše v teh programih, spet vidimo, da gre za napačen imperativ, ki pravi tako, za to, da bomo omogočili legalno migracijo, se moramo boriti proti ilegalni migraciji. Se pravi, celoten sistem, ki se poimenuje odprta in varna Evropa, se pravno in politično utemeljuje na preprečevanju, ne pa na omogočanju migracij. Zdaj, spet ponovim to, kar sem uvodoma rekla. Znotraj sistema, ki ljudi ilegalizira, ne moreš misliti njihovo ponovno legalizacijo. To je največji problem tega sedanjega režima in to seveda nam številne zgodbe migrantov, zadnjih beguncev, v zadnjih 15 letih, vsaj to, kar jaz poznam, dejansko povejo. Skratka, ilegalizacija mej proizvaja še več ilegalnosti. To je jasna posledica tega režima. Zdaj, v praksi so posledice te migracijske politike, tako kot sem jo opisala, te, da se, in to slišimo zdaj države, da pač dejansko legitimizirajo sistem v tej smeri, da se povečuje nadzor na mejah, to spremljamo zadnjih 15 let zelo zaostreno, zaostrujejo se pogoji za regularno migracijo in se torej posledično v skladu s to paradigmo preganja nelegalna migracija kot zločin, kot kazen. Zaostrujejo se pogoji za pridobitev azila. Zdaj, problem aktualnega azilnega sistema je med drugim tudi v tem, spet gre skupaj s to restriktivno paradigmo, da se preverja primarno, je postal to mehanizem, kjer se preverja možne zlorabe sistema. Se pravi, obrnemo, ne gre nam za to, da bi zaščitili ljudi, ampak iščemo posameznike in zato smo izumili cel arzenal, ločimo ekonomske
od vojnih beguncev in še bi lahko naštevali, tiste, ki zlorabljajo ta gostoljuben in human sistem. Ne. Pri čemer seveda vidimo, kar nam številke kažejo, da je zadeva tukaj preprosto ne zdrži, neke resne presoje. V Sloveniji je leta 2015 pridobilo status begunca, azila iz humanitarnih razlogov in subsidiarne zaščite, se pravi vseh statusov skupaj 44 ljudi. Odstotki, če gledamo na ravni odstotkov, številka je tukaj majhna, v drugih evropskih državah so številke večje, ko pa pogledamo odstotke, smo pa tlele nekje, med 3, 5, 7 odstotkov ljudi. Se pravi, ta številka v bistvu potrjuje to tezo, da gre primarno, zdaj azilni sistem, kako v praksi deluje tako, da išče mehanizme za nepodelitev azila. In s tem potem seveda tudi upravičuje vračanje, upravičuje deportacije. Zdaj, ta azilni sistem lahko razumemo znotraj te ideologije mej, ki projicira begunce, migrante kot nemožne subjekte pravic in kot v primeru azilne politike vidimo, da v bistvu požre te manjšinske pogodbe, ki so sicer išle, kot pravim, iz imperativa zaščite človekovih pravic, ko pa vidimo, in to smo videli že v zgodovini, da se lahko sprevržajo v bistvu v svoje lastno nasprotje, ko ne služijo za zaščito, ampak služijo kot mehanizem, ki opravičuje izgon. To je sicer, bi rekla, teza, ki jo zdaj, če jo daš v medije, pol zgubiš še tist, bi rekla, minimalen otok zaščite, kjer pač braniš nekako zaščito pravic in tako naprej, ampak dejansko vidimo, da je efekt je točno ta, da te pogodbe, ki naj bi ščitile brezpravne ljudi, se potem nekako sprevržajo v mehanizme za izgon. Zdaj še ena številka, moč bolj, ta, ki sem jo omenila, je bila v slovenskem kontekstu, na globalni ravni se spet stvar, mislim, ne maram sicer te igre številke, ampak na tem mestu se mi zdi indikativna, kar implicira, da je problem bi bil zelo lahko rešljiv. Po podatkih UNHCR je vsako leto, konstanta, recimo zadnjih 10 let, številka gor ali dol, približno 50 do 60 milijonov ljudi na svetu, 7 milijard, ki potrebuje zatočišče. To so številke, s katerimi vemo, s katerimi računamo iz leta v leto in na podlagi katerih bi se lahko mobilizirali in seveda organizirali. In zdaj pa pač spet v kontekstu Evrope, ki ima več kot 500 milijonov ljudi, zaganjamo paniko tukaj in govorimo pa v bistvu o nekaj 100 tisoč ljudeh, kar ne predstavlja niti 1% prebivalcev. Ampak seveda, ta politika strahu, sklicevanja na roje, na poplave, kar zdaj poslušamo in se reproducira, pač deluje in učinkuje in napaja skupine, med drugim tiste, ki so danes napovedale nacistični shod. V imenu tega istega režima, zdaj sem gledala te politike, res v zadnjih 10 letih, kar spremljaš, kako se manifestirajo. Uzakonjajo se recimo, pa govorim nasplošno zdaj, da ne gremo podrobnosti, zadnjih 10 let za različne države Evropske unije, kaj so uzakonile, kjer mehanizme. Italija, recimo, imate tako imenovane ronde, policijske patrulje, ki se aktivirajo v času Romov, v času večjega števila Romov, v času problema na Lampedusi in tako naprej. Zelo veliko teh uzakonjenih patrulj, policijskih operacij, države v Evropske unije, Velika Britanija, Francija, vključno z Nemčijo, uzakonjajo, spet bi rekla zelo različno, v času križ še posebej, tako imenovane zero tolerance operacije, se pravi, praktično v bistvu uzakonjajo čiste soseske čiste, ki naj bojo čiščene Romov, migrantov in tako naprej. In seveda pa vidimo, da to preprečevanje ilegalnosti, to ilegalnost reproducira. Ljudje ne nehajo prihajati, ljudje prihajajo, ker pač morajo iti, prihajajo v bolj nevarnih poteh in tukaj ostanejo v bolj nevarnih statusih.
Če omenim na kratko tudi slovenski kontekst, ali pa to, no, da ne gre, mogoče to še, ne gre Romi, migranti, arabske države, ta fleksibilnost mej v Evropski uniji se kaže seveda tudi znotraj držav članic Evropske unije. Ne. Spomnimo se, recimo, kako Velika Britanija zapre delovna mesta za Poljake, ker jih je kar naenkrat preveč. Kako Slovenija zapre s kvotnim sistemom, z sistemom delovnih dovoljenj, torej z sofisticiranim sistemom, ki izhaja iz delovnopravne zakonodaje, tudi ne nujno iz migracijske politike, ki sta pa seveda povezani, se pravi zakon o tujcih skupaj brat z zakonom o zaposlovanju in tako naprej. Ne. Pred leti smo imeli pri nas uzakonjeno uredbo, naslov je bil uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ne, ker je bilo zelo jasno, tujci, prepoved in omejevanje zaposlovanja, glede na pač aktualne, to je seveda evropska politika, ne, glede na aktualne potrebe trga dela. Torej skozi te ekonomske politike trga dela se ta selekcija zelo jasno tudi pokaže in potem imamo različne prepovedi v različnih državah. Enkrat imamo prepoved zaposlovanja za nekvalificirana, nizko kvalificirana dela, drugič nasprotno, ne? Drugič uvedemo režim modre karte, to je režim, ki spodbuja zaposlovanje visoko kvalificirane delovne sile in na podlagi vseh teh uredb se potem omejuje tudi dovoljenje za bivanje, možnost pridobitve stanovanja, skratka, prideš do nekih strategij, ki vidiš, da krožno pogojujejo življenje teh ljudi, ki jih te politike zadevajo. Ne? Pri nas, kot rečeno, smo to videli z uredbo, vidimo z vrstami delovnih dovoljenj, kjer smo izumili cel arzenal, eno je osebno delovno dovoljenje, drugo je delovno dovoljenje, tretje je dovoljenje za delo. Skratka, zelo sofisticiran režim pripuščanja ljudi na trg dela, pri čemer so že krilatice, Evropa se stara, potrebujemo delovno silo, podatki seveda kažejo, da migranti opravljajo težka dela v gradbeništvu, v skrbstvenem sektorju in tako naprej. Ne? Videli smo tudi v številnih državah in nazadnje je zdaj, videli smo prej v primeru Romov, v primeru arabske pomladi, vidimo zdaj, ravno teden dni nazaj je Velika Britanija napovedala inkriminacijo delodajalcev in stanodajalcev, ki bodo zaposlovali ljudi brez ustreznih dovoljenj ali pa ki jim bodo oddajali stanovanje, ki bodo dali stanovanja migrantov brez dokumentov. To je en del mehanizmov. Poznamo še druge. Mehanizem vračanja, mehanizem deportacij. V času klasicizma Foucault govori o ladjah norcev, potem govorimo o koncentracijskih in o internacijskih taboriščih, danes govorimo o centrih za odstranjevanje tujcev. Skratka, gre za podobne mehanizme internacije ljudi, zapiranje v totalne institucije. Vidimo vzpostavljanje tako imenovanih tampon con, ki jih Evropska unija odpira seveda ni naključje, v državah svoje periferije, se pravi v južnoevropskih državah, v Grčiji, v Italiji, v Makedoniji, v Srbiji, ne, in pa v severnoafriških državah. To tudi ni nič novega, ne, že pred 10 leti so obstajali ti poskusi, ki so bili tudi realizirani, da so Belgija, Danska odpirale ta internacijska taborišča v Maroku, v Alžiriji, ki so nekako funkcionirali kot tampon cone, ljudje naj se tam zaustavijo z idejo, da naj tam tudi potem ostanejo. Ne. Kar je potem, bi rekla, še te cone so funkcionirale tako, da so ljudje tudi iz teh con morali zbežati. Ne hočem reči, da so funkcionirali spet na način omejevanja in preprečevanja migracij in so posledično odgovorne za nevarne poti v Sredozemskem morju. Eden od podobnih mehanizmov, ki funkcionira na podoben način,
ki ga zdaj Evropska unija predlaga kot del rešitve. To je zapisano v tem dokumentu, ki ga omenjam, v strateškem dokumentu Odprte in varne Evrope do leta 2020. Se pravi, poleg teh tamponcon se predvidevajo tudi boj proti tihotapcem, združbi tihotapcem. In spet vemo, seveda to je problem, ampak vemo spet, da je simptom problema. Podobno gre za idejo o vojaških posredovanj. 3 mesece nazaj, ko se je resno razpravljalo o možnosti vojaškega posredovanja v Libiji, kjer spet vidimo, da je to posredovanje bilo motivirano z zaustavitvijo poti ljudi. Skratka, vidimo, da Evropska unija v državah Afrike še naprej izvaja, bi rekla, neko geostrateško igro za ohranjanje neokolonialne imperialne moči na tem kontinentu, ki jo je intenzivno, vsaj v obliki, ki jo poznamo danes, začela vsaj z napadi leta 2001. Takrat namreč zelo jasno vidimo, da so države Evropske unije, večje države, predvsem uzakonjale, odpirale tako imenovana strateško-varnostna partnerstva, tako so jih poimenovali, z različnimi afriškimi državami. In ko greste pogledati, kaj so ta strateško-varnostna partnerstva pomenila, gre seveda za prost pretok blaga, gre v bistvu, ki je prinesel številne investicije zahodnoevropskih in ameriških multinacionalk v državah Afrike. V nekaterih državah v marsikateri državi so med prvimi 10 podjetji, ki investirajo v te države, samo evropska in ameriška podjetja. Se pravi, ta strateško-varnostna partnerstva so bila ekonomsko motivirana in hkrati so se napajala na ta diskurs in politike boja proti terorizmu, ki se je spojil z tem bojem proti ilegalnim migracijam. S čimer se je pravi, borimo se proti ilegalnim migracijam, zato da bomo omogočali legalne. To zadnje se seveda ne dogaja. Vse sile, vojaške, denarne, se skoncentrirajo na ta prvi del, na preprečevanje ilegalnih migracij in, kot rečeno, naracija je bila zelo povezana z antiterorističnimi ukrepi. Zato tudi s tem lahko pojasnimo to, da naj bi bili med migranti zdaj sami teroristi. Zdaj tudi primere bi omenila, Švedske, Danske, Norveške, Danska, zdaj ne več toliko, Švedske, Finske, ki se v kontekstu migracijskih politik ne obravnavajo za države, ki imajo mogoče malo bolj, bi rekla, legalni migracijam prijazen režim, ampak so ravno te države na primeru Romov. Če gremo pogledati, takrat leta 2010 je minister za integracijo na Švedskem takrat celo predlagal uzakonitev odkrite diskriminacije, češ da naj se za potrebe večje integracije migrantom da nižje plače in krajši čas, recimo za porodniški dopust. Na Danskem so predlagali, da naj bodo migranti za potrebe integracije plačani enkrat manj kot domači delavci. Mislim, to niso bile krilatice v diskurzu, ampak so bili predlogi za uzakonjene politik preprečevanja, se pravi v kontekstu preprečevanja migracij in zaščite trga dela. Se pravi, gre za v bistvu primeru zakonjene diskriminacije, ki so na primeru Romov še toliko bolj zanimivi, oziroma zanimivi tudi z neke druge dimenzije, ker gre namreč za populacijo brez države, ki na nek način uteleša to idejo, rečemo, transnacionalnosti v praksi, ki se opira neki teritorialni zamejenosti, normalizaciji kulture in tako naprej. In to seveda zdaj tudi vidimo z prihodom beguncev. Bi rekla, s pogromi Romov, s pogromi beguncev se preganjajo tudi, bi rekla, te ideje istočasno. Ko sem že pri Romih, bi nas spomnila na
Bršljin, pred leti v Sloveniji, na ta veliki romski problem v slovenskih vaseh. Takrat je bil minister za šolstvo Zver in se je tako imenovane romske problematike v slovenskih šolah lotil z predlogom, ki ga je poimenoval, oziroma pač takratna oblast poimenovala fleksibilna diferenciacija Romov v slovenskih šolah. Predlagal jo je, zdaj, če citiram, kot optimalno sistemsko rešitev romske problematike in dobesedno je pa pomenila ločevanje civilov in ločevanje Romov v razredih. Ozadje celega diskurza je bil pa seveda občutek varnosti, treba zagotoviti varnost v slovenskih šolah in seveda podobno zdaj lahko beremo Cerarjeve izjave, treba je pač zagotoviti varnost, presoditi integracijske kapacitete Slovenije in tako naprej. Zdaj bi pa to, kar sem do zdaj povedala, mogoče da pripeljemo sklepen del te intervence, povezala z rasizmom. Mislim, da je bilo že implicitno skozi to, kar sem govorila, dosti jasno, da gre za, mogoče bom tle citirala francoskega filozofa Tagifa, ki je to poimenoval diferencialistični rasizem. Imate zelo različna pojmovanja v okviru teorij rasizma od 80-ih let naprej, recimo neorasizem, kulturalizacija rasizma in tako naprej. V bistvu gre za to, da s temi pojmi od 80-ih naprej se poskuša v bistvu pokazati na te neke nove maske, na neke nove obraze rasizma, kjer ne gre več zgolj seveda za diferenciacijo na podlagi biologije, ne gre zgolj za diferenciacijo na podlagi barve kože, ampak se temu priključi še cela vrsta nekih okoliščin, osebnih, manj osebnih, od etničnosti, spolne usmerjenosti, religije, življenjskega sloga in ta arzenal je seveda lahko zelo raztegljiv tega, kaj vse nas pri kom moti. Se pravi, gre v bistvu za tip, bi rekla, tega diferencialističnega rasizma, ki ga je, po moje, treba tudi povezati z tem vzponom. Točno takrat se zgodi v 80-ih z vzponom neoliberalizma, z ozko državo in tako naprej, kjer so danes problem begunci, jutri leni študentje, zažiralski javni uslužbenci, skratka sistem, ki producira in reproducira odvečne ljudi. To in zdaj mogoče še značilnost tega tipa rasizma je v tem, da ena od značilnosti, recimo je v tem, da ne izraža več eksplicitne hierarhizacije skupin, čeprav nočem reči ali pa implicira, da to ne obstaja. Seveda obstaja antisemitizem, obstaja zanikanje holokausta še vedno. Ravno je ena raziskava nastala, ki kaže na zaskrbljujočo visoko stopnjo negacionizma med srednješolci v Sloveniji. Obstaja ta, bi rekla, biološki rasizem, ki ga med drugim reproducira tudi skupina, kar smo videli skozi te razprave na Facebooku, ki danes organizira rasistični shod. Ni pa več to edini tip rasizma, zdaj se rasizem skriva, govori, lahko rečemo, tudi z neke demokratične perspektive. Rasizem, ki ga izvaja, bi rekla, evropska voljena elita, ni več rasizem. Skriva se za tem, da solidariziramo z migranti, da jih sprejmemo, da se fotografiramo z njimi, povezan je za to noto humanitarizma, da jih sprejmemo, da jih nahranimo, potem pa sledi ključna točka, dokler še pridemo, jih registriramo, jih popišemo in zdaj bomo pa videli, kdo bo lahko ostal, koga bo treba vračati, kam ga bomo vrnili in podobno. In vloga spet, ki jo igra, bi rekla, ta periferni jug Evrope, tukaj po ustvarjanje tamponske cone seveda tudi ni naključje. Omenila bi še en pojem, ki se
pojavi znotraj te razprave o diferencialističnem ali pa kulturnem rasizmu. To je pojem etnopluralizma. Gre v bistvu za to, ne, da, mislim, s tem hočem pokazati, zakaj rasistične skupine tudi danes moderirajo svoj govor in ga legitimizirajo s tem, ko ga moderirajo in delujejo kot da z demokratične perspektive. Ne, mi smo za večkulturnost in to ta pojem etnopluralizma dobro zaobjema. Ne, tako gre, ne, in to zagovarjajo številne rasistične, fašistične, bolj ali manj moderirane, konzervativne, nekonzervativne skupine, ki so vedno bolj tudi zlizane s političnimi strankami širom Evrope. Ne, priznavajo, da so kulture, govorijo, da so kulture različne, identitete različne, ne, in govorijo, tukaj celo na momente prevzamejo, bi rekla, ta argument levice, ne, v smislu za multikulturalizem, mi smo za multikulturalizem in tako naprej, ampak ne, tle sledi ta ključen obrat, v bistvu, ko segregiraš, ne, in ko kulture, življenjske stile in tako naprej, seveda potem postaviš kot nujno različne in jih z pozicije moči hierarhiziraš. Sklep bi bil, da aktualni režim evropske migracijske politike, šengenskega režima, ne, ki se kaže torej kot zmes, bi rekla, teh neoliberalnih politik in politik uzakonjanja ilegalnosti, seveda ne ponuja, bi rekla, prostora za preprečevanje ilegalnosti, ne, ker tudi če vidimo, da deklarativno govori o preprečevanju ilegalnosti, posledica je pa ravno nasprotna, posledica je reprodukcija ilegalnosti. Ne. Torej, rešitve niso zmožne v obstoječih okvirih in to mislim, da so najbolj jasno pokazali vsi ljudje, ženske, otroci, moški, ženske, ostareli, ki so prišli iz afriških, azijskih držav in v bistvu zrušili, ne, te meje. Pa da zaključim, no, z mogoče pač propagandističnim geslom, ne, parafraza Badiouja, migranti so sreča, z njimi izumljamo politiko prihodnosti, brez njih bomo potonili v potrošniški nihilizem in policijski red. Tega slednjega policijski in, bi rekel, vojaški red, ne, nekako zdaj Evropa vidimo, da reproducira na svojih mejah, ne, tako da se mi zdi ključno, da se tukaj nekako odločamo o Evropi policije, ne, vojaške represije in tako naprej, ali pa nekako o Evropi, ki bi zahtevala neko radikalno redefinicijo lastnega delovanja. Hvala. Prosim za komentarje. Kdo bi začel? Kar jaz, ki sem tako potem tudi na vrsti, hvala za po mojem zelo potreben, pomembni prispevek. To pomeni, da bom jaz pravzaprav samo z drugim besedami govoril dosti podobne stvari. Nekaj mi je prišlo na misel, kar mislim, da sledi iz tega, kar si povedala, ampak je v tem samo implicirano. Namreč, kako gledati na to gesto, da je pa vendarle, recimo, Nemčija spustila toliko in toliko ljudi skozi. Mislim, da je to ključno videti v tem kontekstu, ki si ga nakazali. Ker tukaj deluje to kot gesta Angele Merkel. To je božja milost. To je zunaj konteksta politike, zunaj konteksta priznavanja človekovih pravic. In hkrati to povzroča v tistih, ki so deležni te milosti, te večne hvaležnosti. Za nekaj, kar so ti dali, pa jim ne bi bilo treba in zaradi česar moraš imeti še slabo vest pred tistimi, ki tega niso dobili, kar je spet oblika segregacije. Ja, ne se absolutno strinjam, samo če se za hip navežem, to sem na enem drugem mestu že izpostavila, ampak mi je zdi uporabna primerjava.
Ulrich Beck je pred 2 letoma izdal knjigo German Europe, Nemška Evropa, kjer je postavil zanimivo tezo o tako imenovanem merkiavelizmu. Seveda je aludiral na Machiavellija vladarja in je zanimivo pokazal, da je za Machiavellijevega vladarja, ki pooseblja, bi rekla, neko hegemonsko, neko unilateralno politiko, veljala maksima drži se tega, kar si počel včeraj, pa ti bo danes prineslo neke sadove. Za Machiavellizem, kot pravi, on sicer v kontekstu dolžniške krize, lahko mu seveda danes dodamo tako imenovano begunsko krizo, gre za isto. V primeru Machiavellizma pa je maksima drugačna. Niti treba več upoštevati tistega, kar si včeraj povedal, pa ti bo to prineslo, če ti to prinese nek politične točke, nek oportunizem, ni problem. Skratka, govorim o tem, da je ta, eno je zato, da je ta diskurs solidarnosti, na kar si opozoril, da seveda s figo v žepu, da ni v ozadju neke politične volje, ni nekega pravnega sistema, ki bi dejansko nakazoval kakršnokoli politično in pravno gesto, ki bi sledila humanitarizmu, temu, da damo pač par zabojev hrane, kar je seveda tudi pomembno. Skratka, to in tukaj smo soočeni res s to neko antipolitiko. Danes reče, in Merkel jo pooseblja in videli smo, da so jo države sledile kot domine. Zdaj smo solidarni, spustimo begunce, naredimo domnevno legalne poti, ampak od tle naprej pa takrat, ko smo videli te fotografije vesele Merkel skupaj z begunci in tako naprej, od tle naprej, kaj se bo zdaj od tle naprej dogajalo, je to ključno. In to je po 2 tednih te vzhičeno solidarnosti zdaj Nemčija tudi napovedala. Napovedala je vračanja. To je bilo zdaj jasno rečeno. Skratka, sledi identifikacija, vsi ti sistemi, ki imajo torej v ozadju mehanizme Frontexa, Eurosurja, o katerih sem prej govorila. Noben se ne bo nikamor skril, tlele bomo jih dali v bazo in potem bomo zdaj ugotavljali, koga kam. Tako da, jaz dejansko je tukaj šlo za, bi rekla, to noto humanitarizma, solidarnosti Nemčije, ki je druga plat istega, mislim, ki je druga plat tega obraza preprečevanja migracij. Se pa še nekaj drugega je uspešno naredila. Grdi zli umazani bodo seveda balkanske države, pa južne države, ki so še zdaj bile. Grčija, Italija. Ja, tako. To je to, ohranjati pač pol periferijo v tej situaciji. In tukaj smo videli, mimogrede še to, da tukaj vidimo Srbijo, recimo, vidimo Makedonijo in tako naprej, ki pač poskušajo uvesti, bi rekla, neke legalne poti, poskušajo odpreti mejo in tako naprej. Ampak pač potem so razglašene za varno državo, je pač jasno in Evropska unija in z Nemčija je napovedala, da bo tem državam dala paket denarja, zato da bo poskrbeli problem izven meja. Med temi, še to, kar si omenil, med temi, ki jih bo pa selekcionirala, pa seveda tukaj je spet ta nek, bi rekel, ekonomski oportunizem, ki ga je Nemčija skozi imela. Vidimo na primeru beguncev, mislim na primeru tako imenovanih, takrat gastarbajterjev iz Jugoslavije, ki so praktično, če so Bosanci zgradili, bi rekla, velik del infrastrukture v Sloveniji, so jo tudi v Nemčiji, mnogi državljani in državljanke nekdanjih jugoslovanskih republik. In tukaj bomo zdaj spet videli, glede na potrebe trga dela, staranja prebivalstva,
to selekcioniranje, ki mu bomo priča, ki vključuje seveda tudi visoko izobraženo delovno silo in tako naprej. Če ni drugih vprašanj, potem bi lahko zaključili pa Sklenemo, pa se vidimo.